V Oral medicini v Ljubljani tudi v maju in juniju ob petkih nudijo brezplačne meritve sluha za upokojence. Rezervirajte termin na 051 89 19 19. Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni in seveda cenjeni gost, pater Kristjan Gostečnik. Dober dan. Danes, ko se bomo v Sloveniji marsikje spominjali teh tragičnih dogodkov naše zgodovine, ko bo v Kočevskem Rogu sveta maša za pobite, se znova odpira eno najtežjih vprašanj, kako živeti naprej z ranami, ki ne izginejo. Odpuščanje, to je beseda, ki jo pogosto slišimo, naj bi prinesla mir, včasih celo kot neka dolžnost, a hkrati vemo, je zahtevno, skoraj včasih nemogoče odpustiti. Ko je bila storjena neka krivica, prizadeto naše dostojanstvo, naši bližnji odnosi. Zato predlagam, da se danes usmerimo v to temo. Ne bomo se toliko ustavljali ob teh velikih zgodovinskih temah, ampak bolj v nas same. Kaj odpuščanje pomeni na osebni ravni? Je to res pot do notranje svobode ali nekaj, kar nas še dodatno obremenjuje, kar je treba storiti, pa ne vemo kako, nismo pripravljeni na to. Zato morda za začetek, Kristjan, vprašanje, vsi slišimo, da moramo odpuščati. Je to res pot do svobode ali nek pritisk, da pozabimo? Ja, to je najlepši stavek, je pot do svobode. Samo kako si ljudje to pot do svobode zamišljajo, je pa seveda toliko kot ljudi, toliko kot karakterjev, toliko kot čutenj, toliko kot doživljenj, toliko kot osebnih izkušenj, osebnih pristopov, načinov, kako se soočamo s tem, na kakšen način doživljamo sebe, svet, vse je pa tle zelo večplastno in nikoli enoznačno, kot rečemo velikokrat. Kaj zdaj to odpuščanje pomeni? Vsi najbolje vemo, tam saj na koncu kakšne take refleksije ali malo globljega razmišljanja, čutenja, molitve, da pridemo do tega, da v bistvu naredimo največjo uslugo, največji dar samemu sebi, če odpustimo. Ker sicer ta moč neodpuščanja nas zasužni. In postanemo resnično sužnji drug drugega in sužnji tistega, kar se nam je zgodilo, in dobesedno živimo na daljincu tega človeka, ki nas je prizadel. In to je tako grozovito in ljudje tega niti ne vedo. Zato je tako pomembno pokopati mrtve, ker vsi ti, ki se niso pokopani, ki živijo okrog nas, vedno v bistvu živijo z nami in med nami in so vedno znova ali spor, ki se prelega, potem prevede na politično ravni ali v notranje stiske, v depresije, v zanikanje, v najhujše travme. Vse, karkoli se dogaja tam, mi te travme dobesedno nadaljujemo v svojih srcih, dokler ne pokopljemo prvo primarno, čisto takoli, bomo rekli, ritualno, liturgično dejanje, ki pomeni, da je del našega življenja, da pokopljemo mrtve, da jim damo sebi mir, se oni so v miru, ampak da v sebi očistimo ta notranji, bomo rekli, neodpuščajoči, včasih rečemo greh, zamera, groza, maščevanje, jeza, bes, krivica, karkoli se je že zgodilo. Ker ta notranja stiska, ki je v nas, ki je pripeljala naš narod do ene takšne grozovite maščevalne epoheje, se niso bili samo ti ljudje tisti, ampak v nas je to neko sovraštvo in groza in odpor v nas samih tako grozovit, da potem potrebujemo druge ljudi, da jih enostavno odstranimo, ali pa notranja ogroženost, ali pa občutek, da moramo nekoga odstraniti, da mi sploh lahko živimo. Ali pa občutek, da če ne bomo te grozovite maščevalnosti z druge strani enostavno odpravili, ne bomo mogli živeti. Ali pa ne bomo zmogli uresničiti svojih želja in potreb in svojih sanj, če bo nekdo še v našem svetu, ki je neprenosljiv, ga ne moramo enostavno tolerirati. Ali pa nismo v sebi toliko svobodni, demokratični, da bi lahko zaživeli tudi z nekom,
s drugimi idejami in mi svojimi in bi naredili neki notranji, najmanj kar lahko rečemo, kompromis in spravo in zaživeli skupaj. Enostavno to ne gre. Ko pride do tega globokega sovraštva in zavisti, je treba nekoga enostavno odstraniti. Pa ne v dejanskem življenju, tam se seveda potem to zgodi, ampak v naši notranjosti je to. Enostavno presekamo, enostavno se s tem ne gremo več, se ločimo, odidemo. Mi tudi na terapijah, vedno, ko se nekdo hoče ločevati, ga vprašamo in od česa in od koga in katerih čutenj se ti hočeš ločiti. In ljudje so zmedeni, se ne vedo, ja, hočemo tega človeka, dobro, ta človek v vas povzroča vse te neverjetne občutja, nekih enostavno so za vas neobvladljiva, se nočete več z njimi srečevati, so za vas preveč. In se zato hočete enostavno ločiti. Izločiti tega človeka, izločiti ta čutenja, vse te groze, ki jih nosite v sebi, iz sebe. To je ta groza, ne? Zdaj, če smo seveda v neki vojni, kjer pa je marsikaj dovoljeno, ne? Ali celo vse dovoljeno, pa potem to dobiš seveda še veliko večjo intenziteto in veliko večjo moč in enostavno bomo vse te ljudi, ki v nas samih vzbujajo, prebujajo naše notranje občutje ali vest ali krivdo, enostavno treba odstraniti, da se s tem osvobodimo svojih lastnih napak in svojih lastnih grehov, zamer in tako dalje in tako dalje, ne? To je čisto na taki splošni ravni. Če pa govorimo čisto o osebnih zamerah, osebnih stvarih, ja, dokler ne odpustiš, nisi svoboden. Toliko časa, pa tudi če se tega nočeš vsak dan zavedati. Ali pa če se res ne zavedaš. Če se ne zavedaš, te to vedno vodi. Ne, da te vodijo točno ti ljudje, ki ne odpustijo, ki jim nisi odpustil, ampak v sebi ne doživiš nekega notranjega preboja, da bi bil svoboden človek in da bi začel stvari gledati drugače. Ljudje, ki so polni teh travmatičnih zamer, oni imajo zelo ozek pogled na vse. In jih stalno nekaj vznemirja, vedno jih je strah, kaj bodo drugi rekli, kaj bomo naredili, skozi so ogroženi, skozi previdni. Rečemo, da so ultra, hiper budni, senzitivni in budni. Vse gledajo na vsako stvar, se najprej bojijo, kako se bo tole dogajalo, kaj bodo ljudje rekli, na kakšen način bo moj projekt, ki ga ravno kar zastavljam, odmeval v drugem svetu, vsaka moja iniciativa, ustvarjalnost, najprej bom moral preveriti, kako bodo to ljudje na to odreagirali, namesto da bi bil svoboden in bi skušal svoje ideje, svoje občutje in svoje inspiracije in tisto, kar nosim v sebi, enostavno uresničevati. In tudi, če se pri tem uresničevanju pokaže, da ni prava pot, da dobiš neke negativne kritike, greš sposoben preiti in sposoben slišati to in sposoben narediti kaj novega, ne? Če pa tega nisi sposoben, seveda potem pomeni, da nosiš v sebi že neko notranjo razklanost in strah in grozo, nekaj te nenehno usmerja. In živeti na ta način res živi silno omejeno življenje. Se skozi v nekem tunelu, ki te je strah, kje se bo kaj zrušilo, kje bo kakšna stvar eksplodirala, na kakšen način te bodo ljudje ogrozili, kje bodo spet našli kakšno tvojo napako, na kakšen način bodo te zavrli, onemogočili, ne? Ko stalno o tem razmišljaš, v bistvu ljudem tudi daješ vedno znova možnost, da to tudi naredijo, ker si v sebi do kraja neustvarjalen in samo preplašen in samo iščeš, kje bo kdo kaj naredil in dejansko ljudje potem tudi to naredijo. In je krog sklenjen in se takole vrti. Sklenjen in niti ne vemo, da ga sami omogočamo. Torej, odpuščanje je zelo pomembno, ampak kaj pravzaprav pomeni v psihološkem smislu? Je to odločitev, je proces najbrž oboje, ali je mogoče, to je to klasično vprašanje, odpustiti ne, da bi pozabili? Pozabiti ne moramo, je pa odvisno, kaj z tega narediš. Kako odpustiti svojim staršem, ne, če smo zelo konkretni. Kako odpustiti nekomu, ki te je vse življenje zatiral, pa je bil to tvoj oče, tvoja mama, zaradi tega najbolj klasično, najbolj šolski primer, ker imaš poklic, ki se oni z njim ne strinjajo. Ker si izbral partnerja življenjskega sopotnika, moža, ženo, ki se oni z njim ne strinjajo. Kako se uresničiti nekaj, da si se enostavno odselil v neko drugo deželo in ljudje se s tem ne strinjajo. Poročil
se z nekom, ki je druge narodnosti, kulture, vere in oni se s tem ne strinjajo in imajo svoje poglede na vse to in živijo v stalni bedi, nesreči in ti nenehno to tudi dajo vedeti, kako se jih prizadel, na kakšen način si v njihov svet vnesel globoko razočaranje, ki ga nikoli, žalost in nesprejemanje, ki ga nikoli ne bodo zmogli predelati. To črpa energijo, ne? To ti vse uniči. V bistvu vse tisto najbolj globoka svetost družine same, ne, kjer se sprejemamo, kjer drug ob drugem rastemo, kjer skušamo drug drugemu pomagati, se uniči. Vse je uničeno. Ne moramo ti odpustiti, da si se poročil z nekom, ki v naš svet ne spada. Težko nam je sprejeti, da si zdaj v nekem poklicu, ki veš, da ne prinaša nobene finančne gotovosti in zdaj bomo vse skozi celo življenje pazili, kaj bo zdaj s tabo. Ne moremo ti enostavno odpustiti, da se ukvarjaš s stvarmi, ki veš, da ti škodujejo oziroma mi mislimo na ta način in ti ne bomo tega nikoli odpustili. To so ena take zadeve, ne, ki vodijo skozi življenje, ki vedno znova gredo z nami, ki nas nikoli ne zapuščajo, ko mi to enostavno odsekamo, rečemo, s tem se jaz ne bom več ukvarjal. Pomeni, da si izgubil odnos, ki je zelo pomemben. Ko oče reče svoji hčerki, jaz se s tem tvojim ne mislim nikoli srečati, ne imeti sam njega, ti živi tam z njim, ne hodi pred moje oči, ne hodi domov jamra, da ti je hudo, se smo ti tako rekli. Zgubiš hčerko, zgubiš sina, zgubiš vse in živiš v eni grozni zameri, ki je tako kruta, ne, da v bistvu sebe prizadaneš in še tistega, ki je tvoj najbolj bližnji. Najhujša stvar je, da v bistvu ne poznaš, da s tem, ko nekoga, ki je v tvojem svetu in tvoj prijatelj, ne, ki v bistvu se ne strinjate mi ni z njim, prizadanemo svojega človeka, prizadanemo svojo hčerko, ki je to izbiro dobila, svojega sina, ki je to naredil. In sebe, ne, ampak to maščevanje oziroma ta goreča strast do tega tako bo, ker jaz vem, da imam prav, to človeka tudi na nek način ves čas drži po konci, sploh trmastega, ne. Ja, to ljudje iz tega naredijo res potem svoj življenjski poklic. Ja. In s tem nenehno živijo. In veš, kako je to meni grozno, veš, kaj je moja hčerka naredila, ločila se je, odšla je z drugim, ne veš, kaj se je. S tem mi v bistvu svojega človeka, tistega, ki smo z njim živeli, dobesedno zavržemo. In je grozno. Spravi, govorimo tudi o tem, kako ne samo odpustiti, ampak spustiti neke svoje ideje, ki jih imamo, zato da ne izgubimo svojega človeka, odnosa. Ja, krasno spustiti svoje ideje. Prvo je, da razumemo, da ta človek lahko drugače razmišlja, čuti in da je tudi on del nas in da je tudi iz nas izšlo. Zelo velikokrat rekel kakšnim ljudem, ko reče, jaz sem se poročila z nekom, ki je neveren in zdaj rečem, torej boste misionar. Boste misionarka, pomeni boste zdaj vi tiste, ki boste temu človeku najbrž, da nobena takšna zveza ni kar tako po naključju. Ampak je vse odvisno zdaj, koliko ti zmoreš vstopiti v ta svet, da se daš enostavno prevesti potem oziroma obrniti v drugo smer, ali držiš te svoje, ali vidva skupaj zmoreta narediti kaj novega, ali bosta vidva naredila za en odnos, kjer bo še imel Bog tudi med vama kakšno mesto, ali ga enostavno izrinemo zaradi tega, ker on ne veruje in velikokrat ravno slišimo, da tak je ateist, tako zvanje, ne, bo najbolj zameril onemu drugemu, da se ni boril za svoje vrednote, da ga ni vsaj vključil v tisto, kar on živi, tudi če ta ne hodi v cerkev ali hodi. Ne. Se to je težko, ne? Je nemogoče včasih, ampak so ljudje v družinah, ki to zmorejo in namesto, da bi mi to podprli, začnemo seveda zavračati, da boš pa videl, da pa ne bo nikoli v cerkev hodil, otroci ne bodo prvi roko pri krstu niso. Vse to so težke stvari. Ampak ga lahko tam mi vstopimo noter z našo molitvijo,
Našim odpuščanjem in rečemo, pustim, da to stvari so drugače, bom pa jaz na drugačen način reagiral, stopila v njegov svet in mu pomagala. Ne. To so taka praktično odpuščanja, ki v njih sploh ne govorimo. Ne. Mi govorimo o nekih konfliktih, skregali smo se, razšli smo se, sosedje smo si mejo zamenjali, ne. Nekdo nas je po noči ukradel in ne bomo tega nikoli odpustili. To so take stvari, ki zelo bolijo, ne. Ampak najbolj bolijo pa te domače zadeve, ki so rojene v nas, ki so rojene med nami, ki so tukaj vzniknile, ki so tukaj naprej, potem enostavno razpredajo in razširjajo in so kot lovke gojijo še v najrazličnejše spore našega življenja in to pa je hudo. Sobotno oddajo Za življenje spremljate. Frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik je gost vsako prvo soboto v mesecu, vedno tudi pripravljen na odgovore oziroma na pogovor in večinoma oddaja v živo. 01 512 10 00, na elektronsko pošto pa je prišlo tole vprašanje. Pozdravljeni, veliko časa so me obremenjevali odnosi s sorodniki in sem se zelo slabo počutila v njihovi družbi, pogovoru, v katerem se ni bilo mogoče sproščeno in odkrito pogovarjati. Zaradi tega sva bila z možem velikokrat v konfliktu in mi je vedno govoril, naj potrpim tisto uro, naj samo kimam. Do njih sem se sedaj distancirala, tako da ne grem nikoli več k njim oziroma samo, kadar je nujno. Občutim veliko olajšanje, hkrati pa me vest razjeda, da kot kristjanka ne delam prav. Prosim za vaš pogled na mojo situacijo. Izjemno dobro. Boljšega vprašanja sploh nismo mogli dobiti to jutro. Kdo je tle res prizadet? Torej, nikogar ne kritiziramo, ne obsojamo, to je prva stvar, ki je treba nujno povedati. Ne? Dobro, če jaz zdaj ne prenašam sorodnikov mojega brata, ne, ali moje sestre, ki je poročena s komorkoli že, ne, je to moj problem. Ona živi z njimi in jaz da ne morem 1 uro iti tja in videti, kako ti ljudje izgledajo in se lepo sprostiti in samo se tam lepo prijazno vesti. To je nekaj, kar je tako globoko v meni. To so njegovi, kar bomo rekli, starši so danost, otroci so danost, sorodnike si nismo izbrali, tasto in taš tudi ne, tudi oni se niso očeta in mater zbrali v sebi. To so danost. Edina pogodba, ne, kot rečemo temu, izbira, pa sta zakonska partnerja, prijateljstva, to pa izbira. To si pa mi izberemo. In če smo se mi izbrali zdaj ženo, moža, prijatelje, nekoga, ki je v našem svetu, seveda, kako pa je temu človeku, če ga zdaj jaz enostavno puščam, da on sam hodi na svoj dom. Reče, ja, ona je pač čudna, ne. Ja, on je pa zanimiv, ne. Z njim se pa ne da, se bomo morali enostavno odločiti in biti brez. A lahko ti ljudje res stopijo korak nazaj, pa ne da morajo zdaj požreti jezo, bes in zamere, ne vem kaj vse, ampak se toliko sprostijo, da reče, to so njegovi, jaz grem tja in bom videla, kako se bom počutila, bom videla, kako se bom počutila med njimi. Tisto uro, ker jaz grem tja zaradi mojega moža, zaradi moje žene. Vsem ljudem na vsaki terapiji bomo vedno rekli, ko greš k vašim, a si lahko ti popoln suport tvoji ženi, ko ona gre v levje žrelo. A si lahko ti suport, pomoč njej ali njemu, takrat, ko je on s svojimi ali ona s svojimi sorodniki. Kaj to konkretno pomeni, ta suport, podpora? Pomeni, da sva midva vedno skupaj, da se pogledava vsaj občasno, da se združiva občasno, da prideva drug do drugega občasno, da midva ostanemo enotna, ne da naj sorodniki, prijatelji, kdorkoli že razkoljejo. Ker to je najslabša stvar, ki se lahko zgodi, ne, da potem te zamere vlečemo leta in desetletja in ne gremo na poroko, ne gremo na krst, ne gremo na birmo, zaradi tega, ker smo skregani, ker so to tvoji in to so moji. To najbolj boli. Saj on si ni svoje izbral. To so danost. Ona si tudi ni svojih izbrala. To so danost. Midva sva tista, ki tukaj nekaj pomeni. Torej to zavedanje, da sta skupnost. Da sva midva tista, za kar sva se odločila in midva peljeva to naprej. Ne glede na to, kakšni so oni. In če se tam potem zaplete, da lahko vedno ta oseba pride do mene.
In jaz lahko vedno grem tja k tej osebi takrat, ko se tam začne kakšno žarišče vzpostavljati. Samo da ve, da sem z njo. Saj smo odrasli ljudje, mi zmoremo te konflikte reševati. In jih lahko. Če pa jaz izstopim in pustim mojo ženo, mož pusti ženo, žena pusti moža, da gresta vsak po svoje, s tem mi izgubimo ogromno. Ne samo, da smo razklani zaradi sorodnikov, kar je čist popoln nonsens, ne boli pa strahotno lahko, ampak a lahko takrat v tistem trenutku jaz res vem, da si ti, draga žena z mano, ti, dragi mož, res tukaj v vsej polnosti, ker je meni najbolj hudo. Ker ti ljudje trpijo zaradi tega, ne sorodniki. Ne? Ja, torej tu je en nasvet, konkretno zdaj v tej situaciji možu soprogu. Teh situacij je ogromno. Ja, ampak konkretno soprogu, da stopi v podpori svoji ženi. Ali soproga, ali soprog, da enostavno gre tja in je tam in se določi, koliko časa bodo tam in kdaj odidejo in da skupaj pridemo, skupaj odidemo, da sva skupaj tam, da se tudi jaz najdem in svoje, ne pa da se zdaj tam gremo to odprto vojno. Kdo je s kom, ne? Ja. Kdo je s kom in kdo je proti komu. Ne? Ker to tako neskončno boli. Ne? Vse ljudje bodo zdaj imeli 1000 in eno mnenje o tem, ne? In verjamem, da imamo veliko mnenj in so lahko vsa pravilna in vsa narobe, se ne govorimo prav in narobe, govorimo samo o tem, kaj je to res pomembno. Pomembno sta mož in žena. Ali je vajen zakon toliko močan, prvi preizkus, da tudi sorodniki, znanci, prijatelji ga ne razsujejo. Ali je vajen zakon toliko močan, da lahko vidva vstopite tudi v katerokoli že okolje, da kdorkoli vstopi v vajen svet in vajen ne razloči, ne razsuje. Pomembno, ker poročiva se midva in to je sakrament. Dobro, morda še nadaljujemo zdaj, ker je klic, že nekaj časa je z nami gospa Almira, lep pozdrav. Dober dan. Zdravljeni, malo čakajte radio, moram gasati. Ja, to bi bilo pa zelo dobro. Ja. Mene zanima pa to, ni sicer moj primer, ampak je en primer ene Vaše znanke. sosede, ne? Ja, no, ne, Super. znanke. Znanke. Še dalje stran, ne? Ja, lepo. Družina od moža je ne in ne sprejme. Po 10 letih je zakon razpadel. Ni sprejela mati, ni sprejela hči, ni sprejela sestra in brat. Tako da določenih otrok, niti sorodnikov ne poznam, se ne pozna niti mama, razen mama, ampak mama vse je delala, da je naredila in po 10 letih je zakon razpadel. Kako naj to človekom odpustimo? Kdo vi, povejte mi, kaj bi razmišljate? Da so krivi sorodniki, starši, nesprejemanje, kaj bi razumete tle? Ljubosumnost. Prosim? Ljubosumje. Ljubosumje vi razumete. Povejte, gospa, jaz ne vem za ta konkreten primer, tudi v eter je to zelo nehvaležno govoriti, nekaj ne vemo, kdo so ti ljudje, kaj oni doživljajo, kako razmišljajo. Čist načelno. Če je neka dama poročena z nekim gospodom, ki v njeni familiji tega gospoda ne sprejemajo, čigava bolečina je to? To je najhujša bolečina te dame. On ne šteje, ker ponavadi nihče ni sprejemljiv. Že dobimo nekoga takšnega, ki ne bo sprejemljiv. Ampak zakon je nekaj svetega, je nekaj duhovnega, sveti duh je tisti, ki nas združuje, ki nas pripelje skupaj. In če mi tega ne sprejemamo, ja, je potem seveda tam takoj iminentno, takoj prvo žarišče se vzpostavi že ob tem osnovnem nesprejemanju, da lahko pride celo do ločitve, pa ne, da so zdaj ti ljudje tega krivi. Ona dva nikoli ne morata zaživeti kot par. In zdaj, ali lahko mi tle se razločimo, že pred zakoncem vsem tole pripovedujem nenehno, ne? Če vaši ljudje vas ne sprejemajo, torej vaši ljudje njega ne sprejemajo, čigav problem, čigava bolečina je to, ali lahko ti greš preko tega in rečeš, v redu, saj jaz tukaj ne štejem. Šteje moja punca, šteje moja žena, šteje moj mož, ki niso njegove odločitve sprejeli. Potem se začne drugače. Tu torej govorimo o bolečini in o tem, čigava težava. In bolečini in težava. Če moja mami ni sprejela, da sem jaz v tem poklicu, ja, seveda, to je zdaj moja bolečina, ampak njena težava, ona pač tega ni mogla sprejeti in da, če bi bil to primer, jaz bom vse življenje zdaj čakal na to, ampak jaz sem zdaj nekje, ki pač, če svoj poklic peljem naprej, bom rekel, v redu, je močnejše od tega, kaj moja mama razmišlja. Je pa hudo.
Če se zdaj nekdo izbere punco, ki v moji družini ne bo zvenela kot sprejemljiva, čigav problem je, to je spet moje odločitve, mojega okusa, mojega notranjega nagiba k tem in tem odločitvam, k tem osebam ne sprejemajo, pomeni, mene niso sprejeli. In zdaj najhujše, da mi to zdaj na onega drugega prinesemo, seveda oni drugi tudi trpimo, jasno bo, da mu ni vseeno. Ampak lahko mi te ljudi pripeljemo do nekega osnovnega pogovora, ne, zato so terapije, da se ona dva dogovorita, mi dva enotno nastopava. Ja, lahko sprejmete mene in mojo odločitev. Pa saj veš, da je narobe, pa se smo ti rekli, ja, tudi če je narobe, kam pa greš, ko se ločiš? Ja, greš k mami, če jo imaš, ne? Da ti ne skritizira vsega. Greš k mami, če imaš težave. Ne govori zdaj o tistem, kaj si ti izbral, ampak o tebi samem. Zato so takšne temeljne odločitve in kriteriji, ne, zakonitosti, če jih sprejmemo, potem ohranimo to svetost družine, ker to je najbolj pomembno. To je najbolj pomembno, ko se stvar začne dogajati, odvijati. Zdaj v tem primeru, ko sta očitno, kot pravi poslušalka, šla že narazen, zamere so hude. Ja. Odpuščanje, ki je tema naše oddaje, pa tudi zelo aktualno, kako to seveda zdaj kaj peljati naprej. Ne? Tisti, ki je odšel tukaj, ki ni mogel več prenašati, tega imamo mi na terapijah ogromno. Tvoji sorodniki, tvoje tašča, tvoji tarararani, jaz jih vedno ustavim in bom rekel, v redu, vse razumemo, ampak lahko midva tle vidiva, kje sva midva, zakaj tašča ima tle sploh kakšno vlogo. Zakaj ima tle tast naenkrat takšno moč, da razsipava vajen zakon? A se lahko tukaj začnemo pogovarjati, ne? Ker potem, ko se mi vse ločimo, ko naredimo vse tisto, kar naj bi po tastovo bilo dobro, smo v bistvu zavrženi vsi. Se nismo ničesar naredili. Imamo tam otroke in imamo ločenega moža, ženo, ne, kam lahko zdaj greš po tolažbo, kje pa imaš kakšno razumevanje. In je to res ena kriza, ne, osnovnega spoštovanja izbire zakonskega partnerja. Ne. Čisto osnovno spoštovanje, spoštljivost do tega, kar si se izbral. In seveda nadaljno, a lahko pomagaš temu človeku, da tam vzdrži. Da ne govoriš o tem partnerju. Ja, tukaj govorimo res o tem primarni celici, ki se začne z zakonom, ki je sveta. Hkrati pa ta odločitev, praviš, ko si ga izbereš, ne, seveda izvira tudi, o tem smo že velikokrat govorili, iz vsega tega, kar smo mi dobili iz svojega otroštva, iz svoje osnovne celice. In je velikokrat resnici na ljubo povedano samo med nama tukaj, ne, da si izbereš točno takšnega, ki tudi na neki način spada v tvojo družino, tako, primarno. Samo, da se mi teh vidikov nočemo ravno priznati. Ja, se pravi, smo nekako tudi vključeni, ampak takrat je treba... Smo odrešenska skupnost, ne? Tam se odrešujemo, krščanstvo to verjame, da odnosi so odrešenje in da dobiš natančno takšnega, ki je najbolj potreben za tvoje odrešenje in tvoje rast, ki pa je lahko skrajno naporen. Ampak ta človek je dan tebi. To je delo Svetega Duha. Ne vedno, seveda se imamo mi tudi vse mogoče stran poti in zasvojenosti, ne vem, kaj se mi gremo, ampak vedno vemo, da ko nekdo vstopi v tvoje življenje, če neč drugega vstopi, da te prebudi, če neč drugega, da te ponovi stare rane, če se pa odloči, da bo s tabo in da boste skupaj začela novo pot, je pa to odrešenje. Ja, blagoslova vsem pri takih odločitvah. Ne? Ja. Nič 1 512. Težke in krvave. Ja, nič 1 512 10 0 0. Naša telefonska številka za vaše vprašanje, komentarje. Seveda pri tistem prvem še morda na koncu je bilo vprašanje, ali prav delam kot kristjanka, ne? Pravi, občutim veliko olajšanje, ker ni več toliko v stiku z sorodniki, ampak razjeda pa jo to. Se pravi, mirna je glede tega, olajšanje je, ampak vprašanje, ali prav delam. Velikokrat molitev tle ogromno pomaga.
Mi ne moramo od ljudi zahtevati, da nas imajo vsi radi, da nas vsi sprejemamo, da smo vsi prijatelji, da smo vsi, ne vem kako se že, blizu, intimno v pogovorih, v soočenjih, v študiju, v kjerkoli že. Ne? Vse to ne moramo zahtevati, ne? Da nas ljudje razumejo in sprejemajo. In moramo velikokrat tudi najbolj osnovno stvar sprejeti, da ljudje drugače doživljajo nas, kakor bi mi želeli, da nas doživljajo. Da nas drugače čutijo ob nas, kakor bi mi želeli, da oni čutijo ob nas in o nas in zraven nas ali kakorkoli že. Ne? To je ena svoboda, ki jo imamo. Torej, nikjer ne piše, kolikokrat bi se morali srečati na teden, ne, mesec, nikjer, ampak samo, da si do sebe ohraniš in si prijazen do ljudi, ki so okrog tebe in da jih skušaš sprejemati in da jim pustiš, da živijo svoje življenje. To je najbolj pomembno. Pri vseh stastih, taščah, snahah, zetih, da jim pustiš, da živijo svoje življenje in da jim da znaš reči, poglej, jaz pa verjamem, da ta vidva to uredila. Notranji odnos do tega vprašanja. In da ne prideš svoji mami in ti grdo govori o tvojem partnerju, ki je to najslabše. To že vse vem, ne? Ker to boli mene. A lahko ti se z mano pogovarjaš o meni, kaj jaz doživljam in mene sprejemaš. Gremo k naslednjemu vprašanju oziroma komentarju. Lepo zdrav, dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Lepo pozdravljeni. Marjana, jaz imam pa eno izkušnjo. Imam 4 otroke, ker in sem jim pustila njihovo izbiro. Če njim paše partner, partnerca, meni tudi. In je hčera mi rekla, mami, kaj boš pa rekla, ko partner ni veren? Neka nič. Če te paše, bo meni tudi. Bom molila, da boš pensionarka. Točno tako. In je sprejel zakon in jaz sem mu krstna in birnska botra. Evo. In to je meni, ko ste prej rekli, da tu si misionar in tu si res lahko celo življenje od malega do velikega misionar svojim otrokom. Da vztrajaš pri svojih vrednotah, ker to želijo oni drugi, ki teh vrednot nimajo. Gospa Marjana, razumemo, ne vtikam se v njihovo življenje, če njim tako paše, kako se ti ustvarili, tako pa imajo. Sem pa vedno ob vas, ja, super, fantastično, vam bi ploskali pa... Lepo oddaja. Hvala. Hvala lepa. Tudi vam, ja. To je vaše zrelo razmišljanje. Ja. In sposobnost to narediti, ne? Ja. Zakaj Se ni enostavno. Ne, ni enostavno. Zakaj je nekomu tako težko, oziroma nemogoče, nekdo drug pa, kot smo slišali, zdaj to lahko stori sicer. Velikrat nas ti izbor teh naših otrok spominja nezavedno na karkoli. Nekaj, kar je v nas. Nekaj, kar je v nas in mi tega nismo nikoli predelali, nas strahotno razboli in reče pa kakšen je pa kter karakter, pa moja hčerka, pa moja princeska bo zdaj s tem tipom živela, pa to je nemogoče, pa kaj se to dogaja. Ja, ona si je izbrala nekoga na osnovi teh doživljenj, ki jih imamo pri nas doma. In to je to, kar moramo sprejeti. Če pride dan do kakšnih težkih odločitev, a smo lahko mi tam en takšen bistven suport. A smo lahko mi s to hčerko, ki si izbrala fanta, ki se pa ni odločil, da bo živel en odnos, lahko zdaj mi samo hčerki vsak dan pripovedujemo, če vidiš, kakšen je, se ne bo nikoli z njega, samo nesrečil te bo, samo gonobil te bo, se samo izkoriščate, potem bo ona še bolj rinila tja in dokazovala, da ona pa zmore nekaj, ne? A lahko samo z njo govorimo, kaj je v tebi, kako se ti počutiš, kje je tvoja ženskost, kako se ti ob tem doživljaš sebe kot ženska ali ti kot moškega, če si fant, ne? Ja, dobra vprašanja na mestu so tu zlata vredna, ne? Ja. Prvo je to, ker on je naš, ona je naša. Izbira je nekaj, kar je izven našega dosega. Ko začne ljudje o sebi razmišljati, tudi egoizem, to je nuja, ljubi sebe najprej, ne. Ko vidiš, kako ti pašeš v to, si ti samo žrtev, samo nekdo, ki se nenehno prilagajaš, nenehno samo toleriraš, ne vem, kaj že se tam na oni drugi strani dogaja, potem, ko začneš razmišljati o sebi in vidiš, da tudi temu človeku delaš krivico, če on ne bo mogel nikoli stopiti v tvoj svet in ti v njegovega, da se nehaš dokazovati in matrati, mučiti, ne drugega za to, da bomo živeli skrb, da bomo nekomu nekaj dokazali, potem so stvari seveda zelo večplastne in drugačne. Spustiti tisto, kar imamo morda nerazrešenega v sebi, kar nas spremlja kot našo zgodbo, pravzaprav je to lahko tudi na številnih drugih področjih. Absolutno. Govorimo recimo, v začetku si omenil, kakšno
poklicno pot naj si izbere naš otrok. Tudi konkretno veliko je bolečine pri starih starših ali starših, ko njihovi otroci ne hodijo več k maši oziroma ne živijo krščanskega življenja. Ne? Kako to sprejeti? Ja, vse imamo, če drug ekstrem najprej obravnavamo, kako grozno je danes v našem svetu sprejeti, da gre nekdo za duhovnika in redovnika in redovnico. To je nemogoč projekt, pa kje boš zdaj, pa kaj boš zdaj, pa se vidiš, kakšna je cerkev, pa ne vidiš vseh teh napak, pa ne vidiš vseh zlorab in vseh zločinov in vseh izkoriščanj in korupcije, ki je sposobna ta institucija in ti rineš tja. To pa res, mi smo pa hodili imeti otroke in vnuke, ne, in da se nadaljuje naš rod in ti se pa zdaj tamle zakleneš k nekim farjem, nekim nunam, ne, ki si veš, kako z njimi je, ne. Že to je ena strašna bolečina, ne, ki je na drugi strani, ne. In bolečina, ki jo ti omenjaš na tej in zdaj boš pa ti vse zavrgel in enostavno ne bodo v cerkev hodili. Vsem tem ljudem rečemo, poglej, se Bog je vse povsod. Res, da to boli. Ker vemo, da ko si v stiski, pa če nimaš se kam obrniti, je to res ena bolečina. Ne? Eno so seveda folklora, ne, da moraš to in ono izpolniti, nekaj to je del naše družinske folklore, del naše tradicije, se to jasno glasno mora tudi urejati. Drugo je pa, a lahko mi svojo molitveno držo in ne kritiziranjem in vsem tem prihajamo do teh ljudi, ne, in jih lepo povabimo. Veliko krat rečemo tem mamam, neki tako trpijo, ne, rečemo, vse lahko greste tja, pa rečete, vas povabim, da pridemo skupaj k tej maši. Bom molila za vas, če vas ne bom jaz molila za vas. Da imamo en takšen zgled brezpogojne ljubezni, ki se tam resnično pokaže. Ne. Drugač ljudje pač seveda otroci v tem svetu se zgubijo, živijo drugo življenje, jih ves ta stresne situacije popolnoma razsuje, te vrednote velikokrat najprej zanemarimo verske, kar se dogaja. Ampak smo pa mi tisti, ki lahko vstopamo vedno znova v njihovo življenje in jim pomagamo. Danes mi gledamo horde, na omenju, ljudi, ki prihajajo nazaj, katehumenov, ki se če dalje več pojavlja. Ne. Naši farih imamo kar naenkrat 24. To je neverjetno, ne. Ki so iz čistih neverjetnih vidikov in smeri in vetrov prihajajo nazaj, ker iščejo nekaj globokega. Mladina, ki prihaja nazaj, tle vidim vsako sredo pri nas, to je nabita cerkev teh mladih ljudi, ki molijo, ki so drugačni. Ne pravim, da je vse najbolj zlato in da včasih rečemo, ni vse zlato, kar se sveti, ampak je pa neka drugačna smer se začela enostavno odpirati za vse te ljudi. Ker ljudje potem, ko nekaj časa zaživimo in na takšno lagodno ekonomsko življenje, se izpraznimo in začnemo iskati še kaj drugega, kaj novega, kaj drugačnega. Ne? Smo vse skozi v tem procesu, jih lahko spremljamo, smo lahko z njimi, lahko molimo z njimi. Vem, da nas bolijo stvari, ampak bom pa jaz to naredila nekaj za vas. Bom pa jaz z vami, bom pa jaz brezpogojno ljubila in molila za vas, to pa je nekaj, kar največ pomeni tem ljudem. Rečeno drugače, pritisk in prisila lahko rodita k večjemu upor in še večjo oddaljenost. Nenehen upor, ker vse posod ljudje, tamle jaz gledam pri vseh teh naših birmancih, ne, kako pomembno je tle starše dobiti nazaj, ne. In staršem začeti govoriti, da je upor, ne hoditi v cerkev, del uporništva, najbolj enostaven. A lahko mi s temi starši začnemo tam govoriti naprej, ne? Z botri, ki so tle tako pomembna sfera, ki niso zdaj samo neka darila, ki jih zdaj ponekod že odpravljajo zaradi tega, ker hočejo izčistiti krščanstvo. S tem naženemo vse, to čiščenje ne deluje. A lahko tem ljudem ob tistih trenutkih damo nekaj svetega Božjega, ne samo, da jih skritiziramo, kako je z njimi, kako so zmaterializirani in da jim ničesar ne pomeni več, kar je v cerkvi, ampak samo materialno blagostanje. Ne, tam imamo mi izjemno možnost tem ljudem priti nasproti in jih povabiti, da pridejo k nam in bodo lahko naredili kaj novega. Tako, še dve vprašanji po elektronski pošti. Prvo pravi takole: v zvezi s pokopom žrtev povojnih pobojev me zanima vaše mnenje.
Ali bomo s pokopom žrtev, tako kot predvideva najnovejši zakon, to poglavje naše zgodovine na nivoju politike dokončno zaprli? Kako to razložiti ljudem, ki se ne strinjajo, da dostojen pokop ni le dejanje, ki nas razdvaja, ampak dejanje, ki nas bo osvobodilo? Ok, vse to so take globoke tudi politične teme, ne? Ampak čisto iz verskega, katoliškega, teološkega, psihološkega vidika, dokler mi mrtvih ne pokopljamo, ne moramo živeti, ker živijo v tej krivdi in grozi še vedno z nami. Ne? Živijo tu in sedaj in nam zbujajo ne samo našo vest, ampak enostavno nas morijo in moramo zdaj biti v totalnem zanikanju ali pa nenehno vzdigovanje oziroma prebujanje teh starih ran. Ko nekoga pokopljamo, se stvari uredijo lahko drugače. Jaz gledam vse te naše alpiniste, ne, če vzamemo to smer, ne, ki so v Himalaju preminuli, a veste, da njihovi svojci, dokler ne gredo tja in ne zasadijo simbolično križ na robu, torej na obrobju Himalaje in zmolijo nekaj ali se na neki način poslovijo, niso mirni. In tudi mi nismo mirni, dokler tega ne uredimo. Ne. Ni samo civilizacijska dolžnost, to je itak, ne. Ampak gre za eno tako notranjo osebno držo, da se posloviš, da se dostojno posloviš od vsega tega, kar je preteklost in da lahko začneš živeti na novo. Tako pa iz tega dela seveda politične argumentacije na vseh mogočih stranih. Ni konec tega, je pa možnost. Je pa možnost. Francoska revolucija še zmeraj traja, ne. Se pravi, izredno pomembno je za svojca vedeti, kje je njegov sorodnik. Se lahko dostojno posloviš, izjokaš, odpustiš, odideš, ne. Ja, absolutno. In zdaj to razlagati na kakšen način, na dolgo in široko, nekdo bo razumel, nekdo pa iz tega dela politično zgodbo. Seveda zaradi tega, ker vzbujemo krivdo zdaj na obeh straneh, ne. Nekdo, ki je iz teh sfer, ne, ki je potomec tega, jasno, da se noče s tem ukvarjati. Nekdo drug, ki je potomec tega zločinskega, se pa seveda hoče dobiti nek zaključek tega in ga tudi ne dobi. Ne. Ta sprava je nujna, ni pa to stvar pisarniške administracije, ker mi podpišemo spravo, ampak je čist prepoznanje, da smo vsi na izgubi, sploh pri nas je to nekaj groznega, ker smo mi sami sebe delali genocid. In je to neka sprava, ki je težko prepoznati, priznati in iti dalje. Ne? Res je, hvala lepa za to vprašanje. Naslednje pravi takole: stara sem 65 let in imam zelo težko družinsko situacijo s svojo 40-letno hčerko, ki že več kot 13 let ne želi imeti stikov z menoj in domov ne prihaja. Odšla je k partnerju, danes ima svojo družino in 2 otroka, vendar je odnos z menoj ostal popolnoma prekinjen. Večkrat sem jo obiskala, ji pisala in jo prosila za odpuščanje, vendar pa mi še vedno ne more odpustiti in pogosto pravi, da sem jaz kriva za njeno bolečino. To me zelo boli, saj vidim, da tudi sama trpi. Vnuki me skoraj ne poznajo, poleg tega pa tudi z očetom nima skoraj nobenega stika. Zelo me skrbi, da bo ta bolečina ostala tudi po moji smrti in da se odnos nikoli ne bo popravil. Kaj lahko v takšni situaciji še storim, kako naj ravnam naprej? Ali obstaja možnost, da se odnos kdaj zaceli? Draga madam, ne, globoko sočutna mama, očitno ste se vi to priborila skozi leta, ne, in prišla do enega spoznanja, kako pomembni so ti odnosi s hčerami in sinovi. Kaj lahko vi tle naredite? Prvo, kar vam je treba nujno povedati, je hvala za vašo neverjetno ranljivost, ker to ni enostavno. To boli vsak dan, vznemirja vsako jutro, vznemirja po noči, ne more spati, kadarkoli se prebudi v najlepših trenutkih življenja, pa spet pomisliš na to. Vi, po drugi strani pa edina, ki ima moč, tle ste vi. Ona te moči nima. Ona bi rada bila prepričana, da ste vi tako globoko zavzeta in vztrajna pri vsej zadevi, da ne boste odnehala. Te zamere gre v grob, ja.
in ostanejo v nas in gredo iz generacijo v generacijo. In jaz ne govorim, da je to v vaši familiji, ampak zaradi tega imamo mi vojne, zaradi tega imamo mi genocid, zaradi tega imamo mi vse te stvari, ki hočemo odstraniti te bolečine, ki nas preveč želejo. Ne? Vi pa imate to moč. In so takšni majhni SMS-i, ki jih danes lahko pošljete. So kakšne kavice, kjer se vidve lahko srečata, kjer so opravičila, kjer vi lahko enostavno poveste, niste niti vedela, pojma imela, kaj se je dogajalo. Da sprejmete njen vidik stvari, kar je zelo težko. Torej, gospa bo rekla, sem že vse to poskusila. Gospa, vi ste že vse poskusila in verjetno še veliko več, kot se mi sploh predstavljamo. Ampak, ko boste še sprejela mogoče tisto zadnje, da ona tako doživlja, da niste vi kriva. Ona tako doživlja svet. Ona je tako doživela vaš zakon, ona je tako živela vas kot mamo. Ona je nek drug človek, ki si ne more pomagati. To je ta vidik. Vi ste edina, ki lahko stopite v njen svet in ji poveste, glej, povej mi vse, bom sprejela. Ne bom se branila, zanikala, zagovarjala, ampak samo da slišim, kje si ti. To pa vnese zelo daleč. Ker ljudje hočemo biti slišani v tistem, kar mi doživljamo. Najslabše ženski reči, da ne doživlja prav, da ne čuti prav. Tle imamo mi polno teh debat, kako lahko ti tako doživljaš, da smo mi vse naredili zate, garali smo zate smo naredili največ, zaradi tebe smo največ trpeli. Ampak ti še vedno čutiš drugače. Ti pa čutiš, kako lahko to, ne? Ko pa vstopite v njen svet in reče, da seveda treba tle veliko zmoliti prej, ne? Da se urediš in da začneš v sebi res eno temeljno ločnico, da narediš temeljno razmejitev, da prideš do nje in rečeš, glej, ona drugače doživlja svet. Danes je sončno, oblačno in nekdo bo rekel, to je najlepše vreme, kar ga lahko doživi. Nekdo drug bo rekel, to je pa taka depresija, pa se ni vse skapneč, ni ne sonce, ne dež, ni ne to, ne on, jaz tega ne prenašam. Kdo ima zdaj prav? Ja, zdaj pa čakamo vsi, da bo se malo razpršile te meglice in da bo postalo toplo. Ja, kdo pa rabi to vročino, ne, se rabimo vendar dež in še premalo ga je. In zdaj se lahko vsak na svoje okope spravi, ne pridemo nikamor. Pa dobro, to so takšne banalne zadeve. Kaj pa, če se tle čustveno mi tako globoko razidemo? In potem ljudje bodo rekli, ja, ta hčerka je pa tudi kriva, bi pa končno že lahko prepoznala v svoji mami. Vse to je vse lahko res. Ampak ta hčerka ne more do mame. In edina smer je, da mati pač tle vztraja. To je ta brezpogojna ljubezen. To Bog tudi vztraja z nami, ne glede na to, kar mi počnemo. Mi smo tam njega križali, zavrgli, naredili najhujšo škandal iz vsega in on prihaja nazaj. In to so starši. To so starši, kar je krvavo, kar je nemogoče, kar je grozno, kar je bolečina, ki te para noč in dan. Frančišek je rekel, ljubezen, ki ni ljubljena, ne? Ki ni ljubljena, ja, ampak draga mami, jaz verjamem, da te vi nekaj naredila. Torej, na koncu to vprašanje, ali obstaja možnost, da se odnos kdaj zaceli, da seveda. Vedno obstoje, vedno jaz neverjetno močno verjamem v mame in očete. Jaz bom na vsaki terapevtski seansi, če dan ta krizo, rekel, pripeljte mamo. Ja, zdaj bo pa ona, ne vem, ne, bomo s to mamo govorili in rekli, ja, lahko mami, vi zdaj to svoje žensko zdate na strani, zbudite samo mame, dajte slišati tega otroka, kaj vam hoče povedati, ker ste edina, ki ga razume. Tale hčerka hoče točno od svoje mame, da jo razume, noben drug. In konkretno naj torej vztraja, nevsiljivo pošlje kakšne SMS, moli, povabi, se dobimo tu in tam na kakšnih nevtralnih področjih. Rada bi slišala tvojo bolečino, se opravičujem, da te nisem razumela, slišala, dojela in od tu dalje. In v sebi tudi naredi. Ja, in v sebi naredi ta razkorak in da ne bo tam začela kakšno krivico in ta hčerka dela, v bistvu jo, ja, ampak da s tem neha se ona ukvarjati in da se začne ukvarjati res hčerko. Hvala lepa, Kristjan. Zdaj smo pri koncu. Je še eno vprašanje, ki se začne. Hvala, da ste odprli to temo odpuščanja in jo bomo nadaljevali. Čez mesec dni pride na vrsto tole malce daljše pismo. Hvala lepa tudi zanj in vsem, ki ste sodelovali, sooblikovali današnjo oddajo. Prvo soboto v
juliju nadaljujemo. Za danes pa iskrena hvala, Kristjan, in vse dobro. Vse dobro tudi tebi in vam. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik.